Zdaj pa čas, da predstavimo gledalke in gledalci Univerzo na Primorskem, Fakulteto za menedžment in z nami dva odlična sogovornika, docent dr. Igor Rižnar, predavatelj poslovne angleščine na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. In pa Branko Videtič, samostojni strokovni delavec na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem. Dobro jutro tudi vam. Dobro jutro. Preden se dotaknemo naše teme, se pravi predstavitev vaše fakultete, sem dobila prvi vtis, da je vse tako sproščeno na fakulteti. Oba sta sproščena, nasmejana, ampak na nek način, ko se dela, ko se pa heca, se pa tudi heca pri vas. A se motim? Ko so stvari resne, se moraš šaliti, ne? Ja? In v šolstvu v tem času so stvari resne, ne? Tako da mi se trudimo, da bi šli s časom naprej in da bi nekako takšne programe ponujali študentom, ki bi bili privlačni, ki ne bi izobraževali za borzo, ampak ki bi jim dali znanja, ki so uporabna na trgu dela. Ne? To je eden izmed ciljev, jih je pa veliko, zdaj nekaj bomo še verjetno kasneje tudi o tem povedali. Zakaj torej izbrati fakulteto za menedžment, zakaj je drugačna od ostalih poslovnih šol v Sloveniji? Fakulteta za menedžment Univerze na Primorskem je v prvi vrsti poslovna šola z 20-letno tradicijo v poučevanju in raziskovanju na področju menedžmenta. Fakulteta ima več prednosti, izpostavil bi samo nekatere. Imamo kvartalni sistem, to je sistem, ki razdeli študijsko leto na 4 kvartale, kar pomeni, da študentom omogoča sprotno delo. Se pravi, študenti poslušajo v kvartalu nekje 2 do 3 predmete, medtem ko kvartal traja 8 tednov, od tega 7 tednov predavanj in vaj in 1 teden kvartalnega izpitnega obdobja. Se pravi, študenti imajo na voljo 4 kvartalna izpitna obdobja ter 3 redna izpitna obdobja. Smo fleksibilna fakulteta, se pravi, smo fakulteta, ki je odprta. Ena zelo velika naša prednost je regionalna zastopanost, se pravi, smo pokriti regionalno, se pravi, imamo študijska središča v Kopru, ki je tudi centralno središče, in Škofji Loki in v Celju. V Celju smo že prisotni več kot 15 let, od tega izvajamo redni študij že več kot 10 let. V Celju se izvajata 2 študijska programa, se pravi na prvi stopni, to je dodiplomski študijski program, visokošolski študijski program prve bolonjske stopnje menedžment, ter na drugi stopni magistrski študijski program druge stopnje menedžment. Oba študija se izvajata na redni način, brez šolnine. Imamo zelo široko zastopanost študijskih programov in študijskih področij. Se pravi, naš portfelj znanj, ki jih mi ponujamo kot fakulteta, se razlikuje od drugih fakultet. Imamo področja iz vodenja, upravljanja, organiziranja, se pravi, to je ta management. Dopolnjujemo z ekonomskimi predmeti poslovne finance, ekonomija, to je ta gabarit drugi študijsko področje ekonomija, ter pravni predmeti. Prav tako na prvi stopni ponujemo 2 študijska programa, univerzitetni študijski program management ter visokošolski, medtem ko se univerzitetni izvaja samo v Kopru, se na vseh teh lokacijah izvaja visokošolski študijski program management na redni način brez šolnine. Se pravi, na drugi stopni pa ponujamo magistrske programe management na vseh 3 študijskih središčih, se pravi brez šolnine, kar pomeni, da lahko na redni način da lahko študirajo študenti, ki so starejši od 26 let in zaposleni. V tej točki bi izpostavil, da imamo v Kopru še več študijskih programov, 6 študijskih programov, ki jih še izvajamo, medtem ko na 3 lokacijah izvajamo ta 2 študijska programa. Se pravi, naša prednost je tudi to, da pri nas predavajo predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, kar je zelo dobro sprejeto z strani študentov, ter omogočamo študentom, da upravijo del svojih obveznosti na eni izmed 83 partnerskih univerz, organizacij v 24 državah sveta. In treba je poudariti, da je fakulteta za menedžment vedno v koraku s časom. Temu sledite? Tako, mislim, kakšna fakulteta bi bili, če ne bi bili v koraku s časom. Smo majhna fakulteta, kar pomeni, da smo kratki reakcijski čas, da kaj posodobimo. Se pravi, imamo te študijske programe, ki jih konstantno aktualiziramo, so sodobni programi. Prav tako gremo v študijskem letu 2017-2018 z novostjo, se pravi v kombinirano izvedbo študijskega procesa, se pravi nekje 50% vsebin bo izvedenih fizično v predavalnici, ostalih 50% bo izvedenih preko e-oblike, se pravi preko e-okolja, preko digitalne platforme, tako imenovane druge oblike študija, kar to pomeni, da se tudi ta digitalizacija, ki je prisotna neprestano v naši realnosti, se tudi dotaknila izobraževanja.
In tukaj tehnično pomeni to, da bo nekje do 4 predavanja na posamezen predmet, bo študenti morali biti fizično v predavalnici, ostalo bo nadomestili z drugimi oblikami študija, obiski podjetij, preko e-oblik, preko digitalne platforme. Ne. In tu je ta prednost, ne, da študent sam si vzame čas, ko želi opraviti obveznosti in na ta način dopolnjujemo to izobraževanje z kombiniranim izvedbo študijskega procesa. No, študij na fakulteti za menedžment pa je prepleten tudi s poslovno prakso, kar je pa danes zelo, zelo pomembno. Tako, seveda. Fakulteta, ne, je v prvi vrsti poslovna fakulteta, ne, in za njo je nujen stik in ta povezava z gospodarstvom in s poslovnim okoljem. Ne. Študenti se srečajo z strokovno prakso na visokošolskem študijskem programu, kar pomeni, da se v drugem letniku morajo to obveznost opraviti. In s tem, ko morajo to obveznost opraviti, pomeni to, da študent na nek način stopi v ta cikl, ne, na trg dela. Ne. In v tem primeru fakulteta stopi v korak z poslovnim okoljem in študentu tudi lahko poišče izvajalca strokovne prakse. Ne. Fakulteta ima 8 trajnih sporazumov z raznimi ponudniki strokovne prakse. Ne. Imamo cilj to zadevo tudi nadgraditi, povečati to število trajnih sporazumov. Ne. Prvotno pa to, ne, študent, ki vstopi, ne, na našo fakulteto, lahko pričakuje, da mu bo fakulteta pomagala iskati iskalca, se pravi ponudnika strokovne prakse. Ne. Ampak dobro zastavljena, recimo, ta strokovna praksa lahko tudi za podjetje en poseben doprinos, neko novo znanje tudi strani študentov. Tako. Se pravi, študent in ti ponudniki strokovne prakse, ne, vstopijo v eno obdobje, ne, ko morajo na nek način zagotoviti potrebe, ne, visokega šolstva. Ne. Se pravi, samo gospodarstvo s tem, ko se odzove, ne, na ponudbo, ki mi podamo tem institucijam oziroma gospodarstvu, se aktivno odzovejo na zadevo, da se vzpostavi most med gospodarstvom in visokim šolstvom. Ne. Je pa tudi doprinos študentov, teh, ki se udeležijo te strokovne prakse podjetju, z njihovimi novimi idejami, inovativnimi idejami, ne, na nek način, ki so drugačne od idej, ki jih imajo zaposleni. Ne. In to je ta sinergijski učinek, ne, ki nastane. Ne. Študentom pomagate razvijati karierne kompetence za lažjo pot do prve zaposlitve. Kakšni so zdaj prvi rezultati, recimo, ko potem spremljate tudi študente, ko zaključijo študij? Ja, gotovo so tisti študenti, ki so deležni to vrstnega izobraževanja, ki jih usposobi za to, da so sposobni napisati recimo prošnjo za delo ali pa si ogledati nabor možnih delodajalcev, ki bi jih zanimali, nekoliko bolj uspešni potem, ko iščejo prvo ali pa celo že drugo zaposlitev. Ne. Predmete, torej nabor predmetov smo razšili s tem predmetom prav zato, da bi ti študenti, ki živijo v drugačnem času, kot so recimo naši starši. Moj oče recimo je delal 40 let v enem podjetju, čemur mi pravimo vseživljenjska zaposlitev. Ne. Danes govorimo o vseživljenjski zaposljivosti, kar pomeni, da si sposoben v vsakem trenutku, ker imaš prava znanja, najti novo zaposlitev. Ne. Takih dolgoročnih, ne, 40-letnih pogodb o delu več ne bo. Ne. Študenti že danes delajo za 2 delodajalca hkrati v istem času za pol leta, pa potem iščejo novega. Ne. In mi jim pomagamo se opravičujem, najti prvo zaposlitev predvsem v čim krajšem času. Ne. Konkurenca na našem področju je izredno velika. Mi imamo 30 privatnih šol poslovnih, poleg 3 velikih univerz, ki ponujajo tovrsten študij. In bojim se, da marsikatera tovrstna inštitucija izobražuje študente za to, da bodo pristali na borzi 2 leti ali pa več. Ne. Naš cilj je te študente čim prej spraviti do prve zaposlitve. Imate pa izkušnje in sodelovanje tudi s tujino, predvsem tukaj mislim z Moskvo?
Ja, to sodelovanje se bo verjetno zdaj v tem naslednjem študijskem letu udejanjilo. Bil je podpisan memorandum med Vlado Republike Slovenije in Moskovsko univerzo Lomonosov. Gre za ne samo tisto, čemer pravimo internacionalizacija in cel kup velikih besed uporabimo, ampak gre za tako sodelovanje, ki bo ustvarilo program, kjer bo študent, ki se bo vpisal v ta program, pridobil dvojno diplomo, torej priznana mu bo izobrazba strani Moskovske univerze Lomonosov in pa fakultete recimo za management, če bo študiral ekonomijo in finance, kar bo prvi študij, ki bo razpisan že v naslednjem študijskem letu. Zasluga za to gre seveda rektorju univerze na Primorskem in pa dekanu naše fakultete, tako da tisti, ki smo pri tem zraven, smo zelo veseli, da se je kaj takega zgodilo, ker imeti zraven enega takega partnerja z renomejem in dolgoletno tradicijo je v teh časih izredno pomembna stvar. Torej, Univerza na Primorskem, fakulteta za management. Zdaj, ko sem vaju takole pozorno poslušala, se mi zdi, da recimo študentje, ki zaključijo potem študij pri vas, tudi če ne dobijo recimo zdaj prve zaposlitve, so pa toliko bogati s tem znanjem in s prakso, da lahko hodijo ali pa stopijo tudi na samostojno pot. Tako. Kot smo že omenili, ta poslovna priložnost, ki ponujamo mi kot fakulteta za management in tudi vpeljujemo skozi razne oblike te poslovne priložnosti, ki jo lahko dobijo od naše strani. Recimo omogočimo jim obisk podjetij, pri nas predavajo ugledni gospodarstveniki iz gospodarskega in negospodarskega sektorja, ugledni menedžerji, se pravi izvajamo tudi strokovno prakso, ki je naša prednost, kot smo že prej omenili, ter tudi organiziramo vsakoletni festival inovativnosti in podjetništva, kjer študenti skozi predmet podjetniško delovanje oziroma temelji podjetništva, odvisno na katerem študijskem programu, študenti se soočajo na teh predavanjih z določenimi problemi, ki jih tudi se do njih opredelijo, spišejo eno nalogo in potem s to nalogo kandidirajo na tem festivalu, ki ga vsako leto organiziramo v Celju. Prav tako bi tukaj izpostavil, da smo fakulteta za management, še posebej študijsko središče Celje, ker smo tukaj v tej regiji, zelo ponosni na naše diplomante, ki so vpeti v gospodarski in negospodarski sektor. Se pravi, ker ta savinjsko-šaleška regija, v kateri se nahajamo, je gospodarsko zelo razvita, je ena boljše razvitih gospodarskih regij, statističnih regij v Republiki Sloveniji in tudi mi nudimo support gospodarstvo, da izobražujemo kadre, ki potem tudi svoje znanje, ki ga pridobijo, lahko tudi pokažejo v teh podjetjih. Se pravi, podrobnejše informacije na vaši spletni strani, kaj treba ob koncu našega pogovora še posebej izpostaviti? Posebej bi še izpostavil to, da lahko kandidirajo vsi dijaki z prijavo preko portala EVŠ prijava do 3. marca, s končano izobrazbo kateregakoli srednješolskega programa, se pravi z poklicno maturno visokošolski program ter z univerzitetni program z splošno maturo. Tako da vabljeni in se vidimo. Tako je. Podrobnosti pa na vaši spletni strani, kot ste rekli. Tako, na naši spletni strani, tako. Lepa hvala obema za predstavitev in želim uspešno sodelovanje tako vas, profesorjev, kot tudi bodočih študentov, ki vas bodo obiskali in sedanjih študentov. Hvala za povabilo. Srečno.